Zdaj bi pa jaz besedo predal županu Matjažu Švaganu, da mogoče še on pove, kako in kaj pravzaprav ta odločitev MOP-a pomeni za občino Zagorje ob Savi in za občane Zagorja. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, v imenu občank in občanov občine Zagorje ob Savi, ki so se leta 2009 na referendumu izrekli proti sežiganju oziroma sosežigu 100 ton vsak dan odpadkov v Lafarge Cement Trbovlje za 10-letno obdobje, seveda z jasno zahtevo, kateri smo postavili že v letu 2003, ko je Lafarge dobil prvo odločbo za enoletno sežiganje 100 ton vsak dan eno leto, to je nekaj mesecev potem, ko je Lafarge postal tudi lastnik cementarne Trbovlje in da se pri tem upoštevajo trije argumenti, strokovni, nepolitični, to se pravi študija zdravja za Zasavje, hidrometeorološko mnenje in na koncu tudi mnenje varuhinje človekovih pravic, ki je tudi jasno izrazila svoje stališče. Tako da po 8 letih lahko rečem, da tisto, kar sem čutil, kar smo čutili v občini Zagorje, kar smo čutili v Zasavju, nam je tudi uspelo. In vsa usoda Lafarge Cement Trbovlje je bila vedno v rokah vodstva Lafarge Cementa Trbovlje, ki je nastopalo z viška moči kapitala, politike, na kar sem bil osebno sam večkrat upozorjen, vendar sem se zavedal, da je ta pot prava, da živimo v pravni državi in kako je danes pomenila gospa Nina Klemenčič-Zdar, je to en dokaj jasen pozitiven signal vsem inštitucijam, da lahko delajo korektno, v skladu s slovensko, evropsko zakonodajo in da se tudi upoštevajo tista mnenja, na katere tudi civilna družba, vključno z prebivalkami in prebivalci, ne samo Zagorja, ampak posebnega dela Slovenije, tudi zahteva oziroma živi. Seveda, kratkoročno po tej odločbi bo vsekakor še težji dan, še težji dnevi, predvsem v smislu očitkov, da tukaj civilna iniciativa oziroma uradna inštitucija občine Zagorje želijo zapreti Lafarge Cement Trbovlje, nasprotno. Mi poudarjamo, da pa delovna mesta ostanejo, celo nasprotno, da se številka poveča, vendar ne na račun zdrave ljudi, na račun kapitala. In Lafarge Cement je imel, ima in bo imel usodo teh 130 ljudi v svojih rokah. Današnja odločitev, če lahko rečem današnja, je vsekakor pomembna, izredno suvereno lahko izjavim za tiste, ki še ne vejo danes, katera je leva ali desna stran, oziroma za tiste otroke, ki tukaj se bodo rojevale generacije, mogoče malo poetično, ampak odgovornost vsakega politika je, da gleda tudi za svoje zanamce, oziroma za tiste, ki prihajajo. In tukaj lahko rečem, po težki bitki nam je uspelo in tisto, kar smo čutili, smo tudi povedali demokratično, suvereno, javno in mislim, da je ta zmaga res zmaga vseh tistih, ki vemo, kdo smo, kaj hočemo, kje živimo in s tem tudi se bo ta ponos, da živimo v Zagorju, da živimo v Zasavju,
še povečal in da ni to ena črna lisa, ker smo znani zgolj po sežiganju odpadkov ali vnašanju kakšne tehnologije, ki bi negativno vplivala ne nazadnje tudi na imidž mene kot župana, politikov in pa vseh tistih, ki tukaj živimo. Tako da zahvala odvetniški družbi, pisarni Zidar Klemenčič in pa civilni iniciativi Ekokrog, tudi civilni iniciativi iz Trbovlj in vsem tistim, ki so mi in nam stali v težkih trenutkih z nami in teda to ni zmaga posameznika, ampak je zmaga vseh tistih, ki vemo in kdo smo in kaj hočemo v sedanjosti, s tem tudi v prihodnosti.